Pri zeleni luči je zapeljal v križišče, ko je vanj trčila policijska marica. Čeprav kot vsak SP plačuje vse socialne prispevke, je prejel bistveno manj, kot bi na njegovem mestu zaposleni. Zvečer nekaj po 20. uri v središču Kranja. Moj spomin je samo to, ko sem se pripeljal v križišče, so me obsvetile luči, takrat sem tudi zagledal v bistvu ta poblesk rotacije, vendar to je bilo mogoče pol sekunde časa za reakcijo. Vse, kar sem lahko naredil, je, da sem se mogoče malo pokrčil. To je pa tudi vse. Vozilo je v bistvu bilo zadeto tlele na sredi križišča in ga je odbilo med semaforje in je končalo tlele. Alkotest pri njem in policistu ni pokazal prisotnosti alkohola. Tako avtomobil kot marica sta bila popolnoma uničena. Zgolj trenutek mu je spremenil življenje. Poškodbe so bile tako hude, da parketa ni mogel več polagati kot prej. Zlom vratu, potem polomljena rebra in zelo poškodovana rama. Prva odškodnina, ki je bila ponujena, je bila okrog 20 000 evrov. Za, bom rekel, 3 leta pa pol bolniške in trajno invalidnost. To je meni smešno. Potem smo pa mi na podlagi izpada dohodka zaračunali 400 in nekaj evrov mesečne rente. A večine tega na koncu ni prejel, saj je izgubil na vseh sodnih inštancah. Naša država samostojne podjetnike namreč obravnava drugače kot zaposlene.